Zdaj bi pa res morda dal besedo kolegici Jani, da se vam na hitro predstavi, kaj ona počne in kako si je ona zamislila današnjo predstavitev. Prav, zelo zanimiva, z Jano se že dolgo poznava, bila sva že, Jana, koliko časa sva že sošolca? Iz srednje šole že? Dost, veliko. Zelo veliko let, ja, 20 in čez. Zelo fajn punca, se že dolgo poznava in ko sva se zadnjič pogovarjala, sem rekel, Jana, ti moraš priti se k nam predstaviti, da te vidimo. Evo, tako, zdaj pa jaz Jani predajam besedo in mesto, da se vam predstavi in malo pove o sebi. Jana, prosim. Živjo, evo, se vidimo. Skratka, ful lepo pozdravljeni, tole, kar sem jaz zdajle poslušala, ko ste vi se učili in ponavljali, to je meni totalno novo vesolje, tako da svaka častno, da počnete to in da vas zanima, ker meni je to tako res ful zanimivo. Skratka, jaz se Joštu res lepo zahvalim za to, da mi je dal priložnost za tole mojo predstavitev. Ja, bila sva že sošolca na srednji šoli, potem sva se tudi na medicini srečevala in pol nam je pot zanesla njega. V bistvu me je tako zanimivo mi je bilo, ker se mi je zdaj mogoče kar malo out of vsega, zato ker je šel ven iz tega zdravstvenega sistema, v katerem sem bila jaz takrat še zelo vpeta in navdušena in entuziastična. Skratka, mene je potem pot zanesla v specializacijo iz onkologije. Tam sem v bistvu od leta 2006 bila skozi na Onkološkem inštitutu, delala to, ono, tretje. Največ sem se ukvarjala z paliativno oskrbo in pa z zdravljenjem limfomov. Jaz sem bila na tem področju, se pravi s kemoterapijo, smo zdravili. No, ampak seveda potem človeka s časoma nek ta začetniški entuziazem majčkeno popusti, zato ker vidi, da se mora ukvarjati poleg z bolnikom še s številnimi drugimi birokratskimi, sistemskimi in drugimi omejitvami. In nekako mi je prostor v tem javnem zdravstvu postal malo preozek, zaradi tega, ker časa za obravnavo človeka ni bilo kaj dosti. Človek, ki pa pride z novo odkritim ali pa kakršnimkoli rakom, pa seveda potrebuje veliko časa, veliko empatije, veliko enega poslušanja. In se mi zdi, da smo na Onkološkem inštitutu oziroma na splošno v nekem javnem zdravstvu postali majčkeno avtomehaniki, v smislu, da nas zanimajo številke, zanima nas nekaj, kar lahko pogledamo, popravimo, vse ostalo je pa ostane nekje na strani nenagovorjeno, je pa včasih to bistveno. Za neko tako celostno, comprehensive oskrbo, se pravi, da človeka pogledamo kot celo bitje. Tako fizično, kot tudi duhovno, energetsko, skratka, človek je v svojem življenju vpet v odnose, vpet je v službo, vpet je v svoje prepričanja, vrednote, skratka, ta svet je bistveno širši kot samo tisti, ki ga naglasimo v zdravstvenem sistemu, v tistih 8 minutah, ki jih dobimo od zavarovalnice za pregled enega človeka. Seveda, bolezen, diagnoza raka ne prizadene samo enega človeka, ampak ponavadi celotno to mikro ali celo makro okolje, v katerem človek živi. In zato je zelo fino, če lahko človeku, ki ima diagnozo, ob strani stojijo svojci, da imajo tudi oni možnost, priložnost vprašati, povedati svoje strahove. Skratka, da teče ena odprta komunikacija z zdravnikom, skratka, in z osebjem, ki jim lahko da odgovore na njihove dileme, na njihove vprašanja. No, in od tod je potem nekako zrastla ta ideja, za katero sem zbirala kar dolgo pogum in letos, z novim letom sem ga zbrala toliko, da sem se zahvalila Onkološkemu inštitutu in šla na svoje. Ukvarjam se v bistvu tako se pravi, k meni hodijo ljudje za razlago izvidov. V bistvu predvsem pa kar potrebujejo je prostor in čas, kjer lahko izrazijo sebe kot celostno bitje. V bistvu velikokrat ostane tisti pogovor o sami bolezni, je sicer prva vstopna točka, ampak potem se pogovarjamo o čisto drugih svetovih.
Od tega, da razrešujemo stiske s partnerji, otroci, napetosti v službi. Skratka, ena taka širša zgodba pride z vsakim človekom. Včasih pridejo svojci zraven, kar je tudi zelo zaželeno. In seveda potem, to je en del, s katerim se nekako bolj intenzivno ukvarjam. Drugi del, ki se mi zdi, da sploh v slovenskem prostoru izjemno manjka, je paliativna podpora. Bolezen seveda gre lahko neko svojo pot, postane neozdravljiva in tukaj potem imajo ljudje izjemno malo priložnosti in možnosti, da bi se lahko obrnili na nekoga, ki bi jim njihovo stanje razložil, ki bi jih lahko podprl v potrebah, ki jih imajo. Tako da tukaj nekje sodelujem tudi z Domom starejših občanov in pa z dr. Lapuhovo, kjer se mi zdi, da se svetlika kar veliko novih področij. In tretje področje, s katerim se ukvarjam, je pa tudi medicinska hipnoza. Lani sem diplomirala iz tega področja. Hipnoza je ena taka zelo zanimiva in zelo učinkovita metoda, ki lahko pomaga pri številnih težavah, od nekih psihičnih zadreg, anksioznosti, nespečnosti. Zelo veliko se uporablja kot pomoč pri prenehanju kajenja in pa seveda tudi pri nekih bolj, rečemo, resnih zadevah, kot so slabost bruhanja ob kemoterapiji, kakšne kronične bolečine, depresija. Skratka, ima izjemno široko uporabo in kar je najboljše, da nima stranskih učinkov. Skratka, ali pomaga, lahko pomaga zelo, lahko pomaga malo manj, ampak tudi, če ne pomaga ali zelo pomaga, je zelo nenavadna. In tudi dr. Pajnte, pri katerem sem se šolala in je v bistvu starosta medicinske hipnoze v Sloveniji, je rekel, da bi se morala hipnoza bistveno več uporabljati, ker je tako enostavna in nenavadna. Skratka, če boste želeli, če imate koga, ki bi mu lahko priporočali karkoli od tega, kar sem vam predstavila, so tukaj moji kontaktni podatki. Veselo bom vsakega, vam pa želim predvsem odprto glavo in da si boste vse te rožice in vse to, kar je zapomnili, ker res imate veliko stvari. Tako da želim vam vsem en lep večer, ploden večer in pa lepo se imejte. Pa hvala, Jošta, za to priložnost. Ja, z velikim veseljem. Jana, hvala tebi za to, da si se nam predstavila, hvala za to, da si izbrala ta pogum. Meni se zdi to res ena taka navdihujoča zgodba, pogumna ženska, tale Jana, kaj ne? In se mi zdi, da je to res nekaj, kar pri nas rabimo, ker dejansko človek v tistih inštitucijah ne dobi dovolj. V pretežni meri mislim, da je to posledica sistema, ki je zelo, zelo skrčil ta pristen odnos med zdravnikom in pacientom. V nekem meri smo tudi najbrž zdravniki malo krivi, ker gremo bolj po liniji manjšega odpora, kot pa po malo večji. Ampak predvsem nas pa financiranje, saj ste slišali, ne? Kontrolni ambulantni pregled za onkološkega bolnika ne bi bil dolg 8 minut. To je pač tisto, kar imamo. Tako da hvala, Jana, za ta korak, za to, da si tukaj za nas in mislim, da boš lahko veliko dobrega naredila za veliko pacientov, tako da zdaj ste jo malo spoznali. Tudi z moje strani jo lahko samo priporočam, res človek na mestu v vseh pomenih, kar naj bi zdravnik bil dobrega, vidim v Jani, tako da še enkrat hvala za danes.